Dragi prijatelji, hvala vam, ker podpirate Novo Slovenijo in nam stojite ob strani v teh težkih časih. Zagotovo, pred nami so težki časi, zato se moramo še bolj povezati in drug drugega, vsi člani, spodbujati in podpirati, da bomo v teh kaotičnih časih ostali mirni in Sloveniji ponudili prave rešitve. Krščanski demokrati smo lahko upravičeno veseli, da imamo ob teh viharnih časih oporo in sidro v krščanskih vrednotah, ki nas spodbujajo, da povsod udejanjamo vrednote demokracije, svobode in miru. Veste kaj? Krščanski demokrati smo danes za Slovenijo najbolj zanesljiva politična izbira, ker Sloveniji ponujamo prave vrednote in delujoče gospodarske politike, ki ljudem zagotavljajo delovna mesta. Dragi prijatelji, če so se ljudje še pred meseci bali za svojo ekonomsko varnost, bali so se za svoje službe in se spraševali, ali bodo lahko konec meseca še plačali svoje položnice, so današnji strahovi precej drugačni. Žal. Veste, ljudje se danes sprašujejo tudi, ali se je potrebno bati za svoje življenje. Sprašujejo se, če se je še varno udeleževati javnih prireditev, leteti z letalom. Marsikdo se sprašuje v teh dneh, če se lahko podobe televizijske iz francoskih ulic ponovijo tudi v Sloveniji. Med ljudmi, to lahko vidimo vsi, je čutiti nervozo. Zato, dragi krščanski demokrati, prav zdaj je prišel čas, ko se moramo boriti za naše vrednote in za naš način življenja. Zapiranje v domove in čakanje, da bo šla nevihta mimo, nam ne pomaga. Sedaj je čas, da povemo, kdo smo in za čim stojimo. Naše vrednote so na strani življenja. Krščanski demokrati smo za življenje in se bomo vedno borili proti kulturi smrti in terorja. Naša ekonomska politika je na strani socialno-tržnega gospodarstva. Naš gospodarski program ponuja rešitve, ki deluje, dokazano deluje in ustvarja nova delovna mesta. In tako vsem državljanom v teh kriznih trenutkih ponuja varen pristan. Drage državljanke in državljani, eno je jasno, našim vrednotam se ne bomo odpovedali. Storili bomo vse, kar je potrebno, da uveljavimo naše vrednote, pa naj gre za družinsko zakonodajo ali migrantsko krizo. Družina je temelj vsake družbe. Vse se začne in konča pri otrocih. Na tokratnem referendumu se borimo za pravico otrok. Za pravico otrok do mame in očeta. Ne moremo sprejeti, da bi lahko istospolni pari posvajali otroke. Zato vas, drage članice in člani, prosim, da se udeležite referenduma in glasujete proti zakonu Združene levice. Tisočim ljudem, ki danes bežijo v Evropo, moramo jasno in brez strahu povedati naslednje. Ne bomo vas pustili žejne in lačne. Nikakor pa ne mislimo sprejemati vaših običajev. Šeriatsko pravo zavračamo, v Evropi je dobrodošel vsak, ki je pripravljen sprejeti naš pravni red, se podrediti naši ustavi in spoštovati naš način življenja. Vsem ostalim, ki tega niso pripravljeni sprejeti, je potrebno neprodušno zapreti vrata Evrope. Veste, na svetu je več kot 2 milijardi lačnih ljudi. Seveda je potrebno tem ljudem pomagati, vendar s politiko odprtih vrat oziroma slogani Open Borders
2 milijardama nesrečnih ljudi žal ne moremo pomagati. Politika odprtih urad proizvaja še več nesrečnih zgodb in še več konfliktov. Veste, Slovenija bo v letu 2016 za migrantsko krizo namenila 123 milijonov evrov. Kar naenkrat se je našel denar. Si predstavljate, kaj vse bi lahko postorili s tem denarjem v Afriki in na Bližnjem vzhodu. S temi milijoni bi lahko resnično spreminjali stvari na bolje in to pri izvoru problema, sedanjo politiko odprtih vrat pa bo rešena le peščica. Sedanja politika odprtih vrat Nemčije, Švedske in še nekaterih drugih držav je bila napaka. Na pot je pognala množice, in to predvsem tiste, ki so najbolj izobraženi in najbolj usposobljeni, tiste, od katerih se pričakuje, da bodo po končanem konfliktu na nemirnih področjih gradili boljše države. Evropa pa s srkanjem najbolj kvalificiranih ljudi z Bližnjega vzhoda in Afrike težave zgolj samo še poglablja. Seveda je v tej migrantski krizi veliko stvari izven slovenskega dometa in možnosti vplivanja. Imamo pa zato v slovenski politiki toliko večjo dolžnost in obvezo, da v svoji lastni državi postorimo vse, da naši mladi ne bodo zapuščali naše države. Odgovorna politika je dolžna zagotoviti pogoje, v katerem bodo lahko naši mladi razvijali svoje talente in dostojno živeli. Ta teden sta bila sprejeta proračuna za leti 2016 in 2017, seveda brez glasov Nove Slovenije. Po prvem letu te vlade smo vendarle pričakovali, da bo ta leti 2016 in 2017 ključni leti, v katerih se bodo zgodili vendarle pomembni premiki. Ampak vam lahko zgolj žalostno poročam, da se je ta vlada žal odločila, da bo opravljala le tekoče posle. Predvidenih ni nobenih resnih reform, naši sistemi pa so potrebni reform kot sahare vode. Mi ne strašimo ljudi z reformami, ampak želimo jih udejaniti danes, ko jih še lahko udejanimo, da bomo lahko v prihodnosti, ko bodo okoliščine bolj zaostrene, normalno živeli. Potrebujemo davčno reformo, zdravstveno reformo, pokojninsko reformo, reformo trga dela in reformo javnega sektorja. Nič od tega ni politične volje v vladni koaliciji. Vlada je sicer napovedala davčno reformo, vendar je na nogah celotno gospodarstvo. Za primerjavo je na primer Nova Slovenija pripravila davčno reformo, ki so jo podprle vse delodajalske organizacije. Zaradi naše reforme bi ljudje imeli z minimalno plačo vsak mesec 50 evrov več v žepu. Povejte, kako lahko še bolj konkretno pomagamo ljudem. Vlada je napovedala tudi zdravstveno reformo, vendar smo lahko videli zgolj predlog za ukinitev urgentnih centrov in dodatno zdravstveno dajatev. Ti ukrepi ne izboljšujejo, kvečjemu poslabšujejo zdravstveno varstvo. Za primerjavo je spet NSi pripravila koncept zdravstvene reforme, ki ponuja mnogo boljše zdravstvene storitve za isti denar. Lahko bi vam še naprej našteval, kaj vse je naredila vlada in kaj vse je naredila Nova Slovenija. Pa bom rekel zgolj naslednje. Kamorkoli gremo po Sloveniji, nam ljudje povedo, siti smo politikantstva in kritiziranja. Od vas pričakujemo konkretne rezultate. Zato smo se kot opozicijska stranka odločili, da ne mislimo zgolj kritizirati in širiti nezadovoljstvo v državi, dovolj ga je, če samo pogledate poročila. Naš pristop je drugačen, naš pristop je pozitiven. Za vse, kar kritiziramo, ponujamo tudi konkretne, drugačne in boljše rešitve. In tako ljudem ponujamo možnost, da se na prihodnjih volitvah odločijo za drugačno Slovenijo. Nova Slovenija je danes stabilna stranka. Za vstop v parlament se nam ni potrebno več bati. Dosegli smo prvi cilj.
Sedaj sledi drugi cilj, to je, da presežemo mejo 10%. Ko dosežemo ta cilj, ko dosežemo ta naš drugi cilj, potem nam je pot do zmage odprta. Dragi prijatelji, krščanski demokrati stavimo na vrednote, na katerih je zrasla naša zahodnoevropska civilizacija. Podpiramo ukrepe, ki ustvarjajo nova delovna mesta in kar je ključno, danes ljudem ponujamo jasen, vrednostni sistem in dobro delujoče gospodarstvo. Sloveniji ponujamo varnost. Dragi državljani in državljanke, z veseljem bomo sprejeli odgovornost, ki nam jo boste namenili na naslednjih volitvah. Vam pa, dragi prijatelji, ostanite še naprej aktivni in nam pomagajte, da Nova Slovenija raste. Bog pa živi.